Une Europe de l'ambition, d'une démocratie vivante. Res je lepo, da se lahko pogovarjava v maternem jeziku v Evropskem parlamentu. There are still some who blame this war not on Putin's lust for power, but on Ukraine's thirst for freedom. Nie prosto za sebe. Państwo wiecie, a za Polska te, żeby Europa... realizuje swoje zobowiązania wobec NATO w dwójnasób, jeśli chodzi o... Evropska? Četrt. Spoštovane in cenjeni, dobrodošli v podkastu Evropska četrt, podcast o vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, koga vprašati. Evropska četrt vodi vam Aljaž Pengov-Bitenc in Nataša Briški, podcast domuje na spletni postaji metinalista.si, v vašem nabiralniku pa sveža epizoda takoj, ko je na voljo. Nataša, napad Hamasa na državo Izrael, ki je presenetil predvsem izraelsko oblast in ki je potem bil povod, če ne že vzrok, za zadnjo iteracijo izraelsko-palestinskega konflikta, ki praktično nikogar ne pušča hladnega. Razen se zdi občasno Evropske unije, za katero se včasih zdi, da ne ve čisto točno, kje in kako bi našla svoj glas. In midva sva rekla, da je že to izjemno zanimivo in zahteva, da se naslovi. Lepo si to rekel in koga drugega poklicati kot kolega Petra Žerjaviča, dopisnika Dela iz Bruslja od leta 2012, Petra, ne? Ja, 2012, točno. In od leta 2023, ko je 7. oktobra se tudi zgodil ta napad, tudi dopisnik za Pop TV. Kar naj bo Peter zanimalo in res hvala za tvoj čas, je, da pojasnimo mogoče čisto osnovne parametre. Ok, vemo, kaj se je zgodilo, vemo, da ima ta konflikt dolgo brado. Kar nas danes zanima je stališče EU do Izraela, do Palestine in kam gre vse to skupaj lahko naprej. Pa recimo, da začnem čist z uvodnim vprašanjem. Kaj je bilo v zadnjem, zdaj že več kot leto pa pol, uradna politika EU? Vmes se je v narekovaju oblast zamenjala, bile so volitve, ampak kje stoji EU, če to sploh v primeru EU, ki je deljeno 27, lahko rečemo? Ja, že prva ugotovitev je, da če gledamo samo zgodovino bližnjevzhodnega konflikta, Evropska unija kot entiteta ali tudi njene države članice niso bile velik akter v bližnjevzhodnem konfliktu. To je bila vedno recimo domena Združenih držav in je tako tudi danes, tudi pri vseh zadnjih pobudah vidimo, da glavno vlogo igra Washington in tudi v vseh teh eskalacijah je bilo podobno. Evropska unija je predvsem bila dejavna na humanitarnem področju, pri ponujanju humanitarne pomoči, pri zagotavljanju razvojne pomoči. Kar zadeva dogajanje po 7. oktobru, seveda je bila neka osnovna linija od začetka, seveda Izraelu priznavamo pravico do obrambe, ampak po drugi strani mora pri recimo izvajanju te pravice do obrambe spoštovati mednarodno humanitarno pravo, odziv mora biti sorazmeren. Že v prvih mesecih po začetku vseh izraelskih operacij se je seveda pokazalo, da je nekako Izrael presegel te okvire in tu potem že pridemo do točke odzivanja same Evropske unije, torej njenih bruseljskih institucij in seveda držav članic. Tu so nastale velike razlike, tu so različna pričakovanja, različne ocene. Spomnimo se na eni strani tedanjega visokega zunanje političnega predstavnika, španskega socialista Borela, ki je močno kritiziral Izrael. Podobno držo ima tudi tedanji slovenski komisar oziroma komisar iz Slovenije, ki je bil pristojen za to humanitarno pomoč, Janeza Lenarčiča. Na drugi strani so seveda države tradicionalno se postavljajo
kot Nemčija, recimo varnost Izraela kot nek državni interes, ki so bile bolj pazljive. Spomnimo se tudi konec lanskega leta, ob koncu mandata prejšnje komisije, Borrell že predlagal zamrznitev političnega dialoga z Izraelom, to je bilo seveda zavrnjeno. Kar pa je seveda v zadnjih tednih oziroma že v zadnjih mesecih opaziti, kar je očitno v Bruslju, tudi na zadnjem zasedanju maja zunanjih ministrov, je, da to pač neko nezadovoljstvo z delovanjem Izraela je vse večje, kritike so vse večje, od tudi Ursula von der Leyen, ki je bila na začetku po 7. oktobru tarča številnih kritik, zdaj že kritizira Izrael, se sprašuje, ali je res smotrno še takšno delovanje oziroma ga vidi kot kršenje humanitarnega prava. Tudi nemški kancler je kritiziral Izrael. Vidimo že prve pobude, Britanije, Francije, Kanade skupaj žugajo Izraelu sankcijami, tako da je nastala neka nova dinamika in v okviru tega je tudi po svoje kar nekako presenetljivo se Evropska unija, torej visoka predstavnica Kaja Kallas, na nizozemsko pobudo, ki jo podprlo, mislim, da še 16 drugih držav članic, odločila za pregled, za revizijo, torej angleško to review, asociacijskega sporazuma z Izraelom, ki je nek temelj političnih in gospodarskih odnosov med EU in Izraelom, in ta v svojem 2. členu tudi kot enega od temeljev sodelovanja postavlja spoštovanje človekovih pravic, in ta pregled zdaj poteka, opravljajo ga službe za zunanje delovanje in Evropske komisije. Ni nekega časovnega okvira, pričakovano pa je, da naj bi že junija, že na junijskem zasedanju bilo kaj več povedanega o tem, in na podlagi te ocene je pričakovano, da bo pač Kaja Kallas predlagala kakšne ukrepe oziroma ne bo predlagala ničesar. Povedal bi tudi, da je Kallasova že takrat, ko je napovedala ta pregled, postavljala stvari v kontekst blokade humanitarne pomoči, ki je bila še ena ta očitna zadeva, ki je sprožila številne ostre kritike Izraela in ne širša slika same vojne. Peter, če sem te prvo razumel, pa me boš popravil, če se motim. Gre v resnici za približno 3, kaj so to, ločnice, 3 prelomnice, tektonske v EU, kjer se različne države različno postavljajo v odnosu do Izraela, bližnjevzhodnega vprašanja in tako dalje. Skratka, zgodovinsko po eni strani, tukaj si omenil predvsem Nemčijo, ki ima pač ta svoj zgodovinsko breme, da ne rečem krivdo in dolg. Potem imamo čist politične, levica proti desnici, bolj propalestinsko, drugi bolj arabsko, ker tudi ta anti-islamistični sentiment je v Evropi zadnja leta močno močen, in potem na nek način še pač geostrateško, ker ne glede na vse se Amerika pod trenutno administracijo umika iz teh diplomatsko-geostrateških debat in jih pač gleda bolj ali ne skozi transakcijsko prizmo. In se mi zdi, da se različne države, se pravi 27-terica, skozi vsako od teh let, skozi vsako od teh sit, nekako različno postavlja, in a je mogoče to tudi ten razlog, da stvari v odnosu do trenutne vojne na Bližnjem vzhodu toliko časa trajajo? Ja, vidimo, da imamo nekatere države, kot recimo so Španija, Irska, so tradicionalno zaradi nekih svojih zgodovinskih razlogov tudi izrazito pro-palestinske oziroma opozarjajo na vse, kar se dogaja z večjo intenziteto kot druge. Tudi Irska in Španija sta se odločili za priznanje. V svežnju je bila nekaj časa Slovenija, ki pa potem z zamudo priznala. Jaz bi poudaril tudi to,
recimo politično ločnico, ne, da jaz bi tudi v konkretnem primeru Slovenije se mi zdi, da bi bolj desna vlada recimo zavzela neko drugačno politiko, kot je bolj leva, in to je seveda neka nekonsistentnost zunanje politike, ne, pri enem od takim vprašanj se mi zdi recimo, da v Nemčiji ne glede bi kvečemu bile finese malo drugačne, ne glede na glavno usmeritev vlade. Tudi, če pogledamo sam Evropski parlament, ne, vidimo, da je tudi, ne glede na nacionalno, je tudi pomembna po svoje politična ločnica, ne, da prevladujoči tabor, torej Evropska ljudska stranka, da še vedno vztraja pri tej pravici do obrambe Izraela, seveda poudarjajo to nujno zadržanost pri izvajanju operacij, ampak da seveda opozarjajo tudi na dejavnosti Hamasa, ki je pač uradno je teroristična skupina po videnju EU, da so še bolj desne skupine, seveda še bolj proizraelsko, da tudi recimo socialisti so na evropski ravni bolj pazljivi, ne, kot v samih vladah, ponekod, ker so na oblasti, recimo v Španiji. Tako da je to res zapletena, večplastna zadeva in težko je zdaj stvari videti črno-belo. A lahko pojasniš, ker se mi zdi, da večina tega ne ve dobro, zakaj je tako, ampak vloga Nemčije kot članice EU, kot ene pomembnejših, ene tistih, čigar glas se zelo posluša in se obračamo tudi po njej, kakšna je vloga in zakaj je, kakršna je vloga Nemčije v tem konfliktu, v tej vojni, v tem zločinu? Ja, mislim, moramo seveda vedeti, to je glavni vzrok je seveda zgodovinski, ne, in skozi samo povojno zgodovino odnosa do izraelske države se je v nemški politiki oblikoval nek odnos, ki ga je v odmevnem govoru v Knesetu poudarila nemška kanclerka Angela Merkel, ki je pač rekla, da je varnost Izraela je nemški Staatsräson, ne, to je prevedli recimo državni interes, raison d'etat, nekaj takega, in to je nekako v Nemčiji pač tudi del v bistvu nemške identitete. In zato tudi vidimo recimo pri pozivih recimo k embargu na orožje, ki se pojavljajo, ne, tudi kdo iz nemške socialdemokracije, se vedno poudarja, ja, seveda, Izrael je v odzivanju na teroristični napad presegel vse okvire, ampak Izrael je širše ogrožen, je v sosedstvu, ki je zapleteno, kjer so številni akterji, ki mu odrekajo pravico do obstoja. Seveda širše v regiji je Iran in njegovi podaljški na Bližnjem vzhodu, tako da nekako ta pravica, oziroma ne pravica, skrb za varnost in obstoj Izraela je postala del nemške identitete in seveda se to potem vse prenaša na evropsko raven, kjer je seveda Nemčija glavni ali pa eden od glavnih akterjev. Zato je tudi poveden ta, se mi zdi, premik Friedricha Merza, ne, ki je, kolikor sem uspel registrirati, veliko ostreje kritiziral Izrael, kot je prej to delal nemški kancler Scholz, in seveda tudi kakorkoli obrnemo, Ursula von der Leyen je nemška političarka, prihaja iz CDU, kjer je ta skrb za Izrael, za varnost Izraela in njegova pravica, za njegovo eksistenco še posebej poudarjena, da je tudi Ursula von der Leyen, ki je na začetku, kot smo že rekli, bila zelo pazljiva, da se je odločila v zadnjem obdobju za kritiko Izraela, predvsem s pričo katastrofalnih humanitarnih razmer v Gazi. Kako hudo moraš kot država
kršiti humanitarno pravo, kot politik kršiti vse civilizacijske norme, da se, govorim zdaj o Benjaminu Netanjahuju konkretno, ne, in njegovi vladi, da se organizacija kot Evropska unija, ki ima iz vseh razlogov, ki si jih naštel, velike težave pri hitrem odzivanju konkretno na ta konflikt, kako zelo moraš vse to zavoziti, da se celo Evropska unija zgane. A je to, mislim, zadnji opozorilni znak, ki bi moral Netanjahuju povedati, dovolj je bilo? Ja, mislim, da se kaže skozi vse, kar govorimo, da je pritisk se očitno povečal, da je Izrael oziroma Netanjahu vse bolj izoliran in da se mora nekaj narediti in da pa ali bo v Evropski uniji prišlo do kakšnega bolj konkretnega odziva, torej onkraj tega samega pregleda, ne, da bi recimo prišli do odločitve o vsaj simboličnih trgovinskih ukrepih, da bi zažugali Izraelu z prekinitvijo sodelovanja v okviru evropskega programa Horizon, torej obzorja. Mislim, da je še prehitro, mislim, da tudi glede na držo posameznih držav soglasja o tem zagotovo ne bo, čeprav pa bi na področju trgovine lahko že ukrepe sprejeli z kvalificirano večino, ampak dvomim, da bi glede na stališča držav lahko, torej predvsem Poljske, Nemčije, Italije, tudi takšno večino lahko zbrali. Vsekakor pa je nastala zdaj nova dinamika in mislim, da bo ne glede na to, da je predvsem Netanjahu odvisen od ZDA, da bo vsekakor moral prilagoditi svojo politiko. Zdaj, večina, glede na to, da se nič zares ne premakne, že slabi 2 leti ali pa debelo leto in pol, je ali pa nima toliko zelo velik težav z Izraelom. Daj povej, katere države znotraj EU-ja so tiste, ki najbolj pritiskajo, da se nekaj zgodi, ki imajo do Palestine zelo drugačen odgovor, razmerje, pogled na kot ostale. V redu, omenil si na začetku, da je 17 od 27 predlagali to revizijo. Trenutno, če se prav spomnim, 11 od 27 članic EU Palestino priznava, ampak kje so recimo tiste najbolj aktivne, ki pritiskajo, da se na nek način kaznuje Izrael? To je povsem očitno. V tej skupini je seveda tudi Slovenija, vse na tej retorični ravni, tako očitno iz nastopov tudi premierja na zasedanjih Evropskega sveta, to je tudi drugim jasno, da je to ena od tem, pri katerih Slovenija izrazito izstopa oziroma je opažena. Seveda je tu Irska in Španija. To je ta trojica, ki je najbolj aktivna. Je pa pri teh 17 državah, ki so pač podprle review, vendar je prišlo do nekih premikov. Pobudnica je bila Nizozemska, ki je tradicionalno bolj usmerjena proizraelsko. Tudi pač voditelj največje stranke, Wilders, je izrazito proizraelski. Tudi Avstrija, recimo, tudi svojo zgodovinsko dimenzijo je bila med članicami, ki so podprle. Tako da je vendarle nastala tu neka dinamika, manj naklonjene seveda kaznovanju Izraela so pa države z bolj desnimi vladami. Vidimo recimo Madžarska, tudi Hrvaška je izrazito se vedno postavi na neko recimo stran Izraela, če poenostavljeno povem, kar ima tudi verjetno neke razloge, povezavo s specifičnimi odnosi Hrvaške z Združenimi državami.
vedno se vračamo tej, rekel si, zgodovinske dimenzije, ne, pač holokaust, nacistični režim med drugo svetovno vojno in sploh vzpostavitev države Izrael leta 1948 na ozemlju takratne mandatne Palestine. In po drugi strani vloga, ki se je že omenil Hrvaško, v končni fazi tudi Slovenije, vloga, ki jo je Izrael imel pri, dajmo reči, zagotavljanju osamosvajanja, predvsem v smislu nikoli zares pojasnenih pošiljk orožja in tako dalje. A je to spet se vračam k ključnemu vprašanju, ali Benjamin Netanjahu konkretno, ali bo šel on v zgodovino kot človek, ki je zapravil velik del, če ne celoten izraelski zgodovinski politični kapital v odnosu do članic Evropske unije in povezave. Povsem očitno je to že, se mi zdi, v velikem delu javnega mnenja, ki je nekako, tudi če vidimo, ne vem, nemške javnomnenjske raziskave, naklonjeno recimo embargu na orožje. Politika seveda deluje po drugačnih pravilih in ja, da pač seveda je pa tudi dimenzija teh operacij vojaških in tragedija, katastrofa, ki se dogaja v Gazi, ima neke dimenzije, ki jih prej v zadnjih desetletjih seveda nismo videli. Tako da je stvar rešila preko vsake mere in zato tudi bodo posledice za Izrael, vsaj v neki percepciji Evropske unije, še večje. Stvari, ki recimo še nismo omenili glede odzivanja Evropske unije, je, da če po eni strani Evropska unija ni akter in tudi za Izrael seveda je glavna naloga imeti na svoji strani ZDA, vendarle si številne evropske države želijo, da ne glede na vso dogajanje morajo ohraniti odnose, kajti zgolj skozi z političnim dialogom lahko vse še nekako vplivajo na dogajanje. Če tudi tega ne bi bilo, bi verjetno bila Evropska unija še bolj obroben akter, ki v tej celotni zgodbi že tako je. Zdaj, EU, no k temu, v tej obrobni vlogi EU se še pridemo, ampak EU pač poudarja, če kaj, definitivno spoštovanje človekovih pravic pa mednarodno pravo. To sta dve stvari, ki ju Izrael tako brutalno krši. Zdaj pa, kaj je ali pa kaj ni genocid, ni na nas, da to ugotavljamo, ker nismo strokovnjaki ali pa strokovnjakinja z tega področja. Po definiciji je genocid vsakršno sistematično uničevanje katerekoli skupine etnične, rasne, verske z namenom v celoti ali pa delno uničiti to skupino. Zdaj, nekateri ugotavljajo, da obstajajo elementi tega, recimo nekdanji predsednik Pahor je pred dnevi rekel, da temu ne bi rekel genocid, medtem ko je aktualna predsednica Nataša Pirc Musar v Evropskem parlamentu pred časom rekla, to je genocid in mi mirno gledamo. V Sloveniji je to kar precej odmevalo, me pa zanima, a je to v tej polarizirani družbi, ki ni samo v Sloveniji, ampak tudi širše trend v svetu, a je to na orenk odmevalo tudi na tvojem koncu? Ja, v resnici na ljubo, ne. Govor, pač, ki smo ga spremljali v Evropskem parlamentu v Bruslju, je imel to svojo specifiko, ne. Je pač predsednica drugače, kot je imela prej pripravljeno pisno, ne. Govor je pač izrekla svoje odmevne besede. Videli smo navdušenje v delu Evropskega parlamenta, predvsem na levici, delno na sredini, nekaj negodovanja v desno-sredinskem bloku in seveda nasprotovanje na bolj trdi desnici. Vendarle, čisti kampizem, ja. Jaz sem na koncu, spremljal temeljito, pozorno vse odzive, ne, v prihodnjih dneh in tega ni bilo veliko, ne. Videli smo nekaj tweetov, 2, 3, mogoče 4 evropskih poslancev, mislim na evropske poslance, ki niso iz Slovenije. V medijih je stvar bila bolj ali manj neopažena. Jaz sem
celo videl samo v enem novičniku, ki je sicer dober, ampak je bolj obroben v bruseljskih debatah. Tako tudi pozneje, v intervjuju za Politiko sploh ni bila tema Gaza, izraelsko delovanje, kritike Izraela, temveč Rusija, Ukrajina. In tudi zdaj za sam genocid, vidimo, da tega v razpravah, saj tukaj na tej ravni, torej države, voditelji, tega ni. Voditelji se izogibajo, tega ne označujejo. Temu, kar je, rečejo genocid. Kot genocid. Mislim, da sem zasledil samo španskega premierja Sancheza, ki je govoril nekaj v smislu genocidna država. Izrael, seveda tudi francoski predsednik Macron, ki je vse bolj kritičen do Izraela, tega ni uporabil. In če se ne motim, tudi slovenski premier Golob, ki je zelo angažirano si prizadeva za Palestince, za Gazo, za konec te katastrofe, ni doslej uporabil vsaj javno besede genocid. Tako da je pač ta tema, to vprašanje se rešuje na nekih drugih forumih, da del politike uporablja ta opis, da uporabljajo ga številni strokovnjaki, analitiki, tudi v Združenih narodih. Se mi pa zdi ta razprava, ki pač poteka po nastopu predsednice in potem seveda odziv nekdanjega predsednika in vsi odzivi na njegov nastop, je pa seveda čista bolj notranja politična zadeva, ki ne bo imela nekega širšega odmeva, po mojem mnenju, v Evropi, v Bruslju in nasploh. Saj mogoče ravno to, ker si tudi že prej si omenil, da so socialistični, oziroma se pravi politiki iz vrst socialistov in demokratov na evropski ravni bolj previdni v svojih izjavah kot morda na domači sceni. Je verjetno tudi ta komponenta, da je bližnjevzhodno vprašanje postaja vedno bolj tudi notranje politično, tako rekoč identitetno vprašanje. A so take stvari, ker pač to ni prva taka situacija, za oblikovanje skupne evropske politike odziva, kakorkoli temu rečemo, je to prej ovira kot dobrodošlo, ne? Ja, mislim, da Izrael oziroma Gaza, cela katastrofa, ni tema, pri kateri bi se kakorkoli uspelo poenotiti ali oblikovati skupno evropsko politiko iz vrste razlogov, ki smo jih že našteli. To je čisti kontrast v primerjavi z Ukrajino, z rusko agresijo na Ukrajino od leta 2014. Vidimo bolj ali manj enotnost evropske politike, seveda tu so drugačni odtenki, Madžarska občasno kaj blokira, ampak na koncu vendarle podpre vse sankcije. Tudi če nekaj držav recimo vse odstopa, je nekako ta osrednji glavni del, 24-25 držav enotnih in enotna linija, kar se da pri vprašanju Izraela, Gaze, se mi zdi vsaj neki perspektivi ne bo iz vrste razlogov. Vidimo, da vsaj na desnici vedno še da poudarjajo Hamas, ki je začel vojno, poudarjajo talce, ki so še vedno zajeti. Tako da neko enoznačno videnje stvari in enotno na evropski ravni se mi zdi glede na samih držav in različne politične percepcije dogajanja, to neka enotnost še ni na vidiku. Za EU si prej omenil, kako igra obrobno vlogo. Takšno vlogo igra na primeru Ukrajine, pa EU, ki naj bi bila ena od večjih sil kot blok na svetu, torej je v skupini B, ko gre za Ukrajino,
in očitno v skupini B tudi, ko gre za reševanje tega konflikta. So sicer napovedali, kot smo rekli, pregled tega izvajanja pridružitvenega sporazuma z Izraelom, pa recimo Velika Britanija je ustavila ta prostotrgovinska pogajanja, ampak mirovni proces se zdi, da pa je, ne vem, v rokah regionalnih playerjev, ne vem, Turčija, Egipt in predvsem v rokah ZDA. Zakaj je Evropa na klopi? Vidimo, že Bližnji vzhod je pač tradicionalno področje, kjer se pričakuje delovanje Združenih držav Amerike. Če se spomnimo, ne vem, 30 let že več nazaj, Oslo, vidim Clinton, to so bile zadeve, s katero so se ukvarjali ameriški predsedniki. Tudi Izrael pričakuje oziroma misli, da so edini pravi sogovornik Združene države. Kdor je bil kadarkoli v Izraelu, jaz sem bil mislim, da po drugi libanonski vojni, torej že skoraj tudi 20 let, na nekem študijskem potovanju, tudi na Zahodnem bregu, Ramali, in takrat so nam izraelski sogovorniki drug za drugim ponavljali, se vi Evropejci, vi nimate pojma, vi sploh ne veste, kaj se tukaj dogaja, v kakšnem svetu mi živimo, ne? In po drugi strani se mi zdi, da tudi Palestinci na drugi strani se tega zavedajo, da na koncu ne morejo veliko pričakovati od Evrope. Pomembno se mi pa tudi zdi, da je zdaj na oblasti v ZDA Trump, ne, ki ima pač seveda neko svojo vizijo, ne, da prej pod Bidenom, pod demokrati se še omenjalo tudi, ne vem, rešitev z dvema državama, kakorkoli se nam zdaj to zdi, če dalje bolj težje izvedljivo, da pač se da zdaj v ZDA pod Trumpom, kako bomo iz te katastrofe išli in prišli do nekega miru, težko karkoli pametnega reči. Kar se pa zadeva seveda Ukrajina, pa je položaj nek drugačen. Ukrajina seveda je tukaj, je ob nas, je sosednja država neposredno, je kandidatka za članstvo, zdaj se bi naj začela tudi kmalu pogajati, tako da je seveda težko primerjati eno zadevo z drugo. Če prepeljamo ta pogovor počasi k koncu, imamo zdaj revizijo asociacijskega sporazuma, ki je na mizi, in me zdaj v bistvu zanima to, a je to diplomatski jezik za Netanjahu, pazi, kaj delaš, ali je to nek pravni, legalistični proces, ki bo na koncu imel neke posledice, pač v odvisnosti od tega, kaj bo ta pregled pokazal. Ali je tukaj zdaj nek avtomatizem Evropske unije, povezave, ki, kot smo rekli na začetku, ima človekove pravice vgrajene v samo svoje bistvo, seveda drugi princip je pa seveda tudi načelo pravne države. Ne? Ja, jaz pač mislim, da seveda v času, ko je to bilo sprejeto, je bilo očitno, da Evropska unija mora nekaj narediti. V več državah je prišlo do tega spoznanja in to je bilo v času res velike humanitarne katastrofe, seveda, ki se še nadaljuje, ampak takrat so bile tudi dobave humanitarne pomoči blokirane, kar je seveda nesprejemljivo za vsakega normalnega človeka, in zato je tudi se EU morala odzvati. Ali bo iz tega prišlo kaj bolj konkretnega, je težko govoriti, seveda in napovedovati. Mislim pa, da vsekakor, da že s tem, da se je sploh odločila Evropska unija za ta pregled, je Netanjahu dobil jasno sporočilo, da v naslednji fazi, če ne bo pripravljenosti za, za ustavljanje operacij, za večjo skrb, za konec te humanitarne katastrofe, da je EU pripravljena tudi ne samo žugati, ampak tudi sprejeti kakšen ukrep. Ali to pa seveda lahko vpliva na nadaljnje dogajanje, je pa težko napovedati. Peter Žerjavič, najlepša hvala, da si bil gost podcasta Evropska četrt. Hvala za vabilo.
Torej, to je bila Evropska četrt. Hvala za vašo pozornost. Predlogi, mnenja zelo dobrodošli. Hvala tudi za pohvale in kritike, ki jih delite z nama. Priporočava, da se naročite tudi na zapisnik Metine liste. Izhaja vsako prvo sredo v mesecu in kličeva res hvala za investicije, ki jih namenjate razvoju in produkciji naših vsebin. Na zapisnik se naročite tako, da pošljete e-mail na naslov info@metinalista.si z osebino rad bi se naročil oziroma naročila na zapisnik. Do nadaljnega. Avtor glasbene podlage Evropske četrti je Peli iz podcasta Opravičujemo se za vse nevšečnosti. Če vam je vsebina všeč, bo seveda pomagalo, da nas najde še kdo, če naj jo ocenite pri vašem izbranem podcast ponudniku. Sicer pa hvala za vašo družbo in se slišimo spet kmalu.